Mi smo izhajali iz 26. člena zakona o referendumi in ljudski inicijativi in vložili pobudo za naslednjo vsebino. Ali se strinjate s tem, da se nacionalni energetski program Republike Slovenije vključi izgradnja novega več kot 1200 milijonov evrov vrednega 600 megavatnega bloka T6 na premog, ki bo v času svojega obratovanja do leta 2054 proizvedel 103 milijona ton izpustov ogljikovega dioksida in za katerega gradnjo bo jamčila država s poroštvi. Predlagamo, da se ta referendum, tako kot je že moj predhodni sogovornik omenil, izvede z drugim referendumom o malem delu, da se tako izognemo stroškov. Sama izgradnja T6 ne bi pomenila samo onesnaževanja Slovenije, temveč bi pomenila tudi onesnaževanje celotnega planeta, za kar bi Slovenija namenila kazenske točke pri Evropski uniji in to z veliko vsoto denarja. Po letu 2026 pa se evropska zakonodaja zaostruje do take mere, da ta investicija absolutno ne bi bila več racionalna že iz pogleda financ. Glede samega onesnaževanja Šaleške doline pa so že v preteklosti imeli tudi Avstrijci veliko pripomb. Sedaj so nekako v Tešu zagotovili normalno obratovanje bloka 4 in 5, ampak še vedno so na meji predpisov, ki bi povzročili večje onesnaževanje v Avstriji in pa pri nas. Kot vam je poznano, je ta okoliš zelo uničen, saj gozda praktično ni in pa stopnja povečanih obolenj na tem področju se je v preteklosti drastično povečala. Hvala. Poslancev, da se pridružujejo, ali je še stvar na začetni stopni? Stvar je na začetni stopni, da smo včeraj pobudo vsem, probali smo jih dobiti tudi telefonsko, dobili smo ljudsko stranko, zares, žal se nam ni SD odzval in pa SDS niso hoteli dvigniti ali pa so imeli druge zadržke. Kdaj računate, da boste dobili njihove odgovore, oziroma če ne boste uspeli zbirati 30 podpisov, da potem zbirati podpise? Ja, bomo šli zbirati podpise verjetno po klasični metodi.